Lej, 20 let sem mlajši od tebe, kaj to je dovolj? Ali... Ja, lih na meji si bi šlo, bi še šlo. Pridem še noter. O, Marija, jo. VIP voditelj na Radiu Robin. Lara Janković, mimogrede, s sabo je prinesla ene jelenčkove okraske za vesel december. Tudi zvok imajo. Se sliši? Ja, jaz slišim. Malo slabo, ma dobro. Kakorkoli. Če v Google napišemo Lara Janković, so prvi zadetki, pazi, prim se, da ne padeš s tuela. Joj, čak, jaz bom dal to dol. Skratka, so zadetki. Zakaj Lara Janković izbira mlajše moške? Igralka Lara Janković še vedno srečna v objemu mlajšega. Lara Janković, nekaj let mlajši Aljaž, sta se dokončno razšla. Lara Janković poredna kot še nikoli. Opa. In Lara Janković po novem prostitutka. Ja. Lara, jaz mislim, da sem imel dober razlog, da zdaj 14 dni nisem spal. Mene je to bremenilo. Ja. Ti mlajši pa tu se počutim ogroženega, ali kako? Res ne, ma kje pa, ne naredim nič na silo jaz. Ja, zdaj že cel večer, cel popoldan me nekaj tako poželjivo gledaš, ne? Ja, evo ha, no, sej, ledi, ja. Ne vem, Lara, malo masažice, a ti paša tu, ali? Ja, to mi zelo paše, moram priznati, o moj Bog, in sploh, prav tu sem rabila. Lej, 20 let sem mlajši od tebe, kaj to je dovolj, ali? Ja, lih na meji si bi šlo, bi še šlo. Pridem še noter. O, Marija, jo. Je dobro, Kje si zvečer, Lara? Ma verjetno stava na kakšnem spoznavnem večeri, pijači. Ja, tako. Praviš, da ko gremo po avtocesti zdaj zaradi mokrega potleh šprica? Ja, najbolj od kamionistov šprica. Zate imam zdaj eno nalogo, ne? Postavil ti bom par vprašanj, ti pa moraš ugotoviti, a gre za gobo ali izraz povezan s seksom. Na, spet. A bo šlo? O moj Bog, ja, dobro. A bo, ne? Okay. Evo, ena za ogrevanje lisička. Ma tu je huaba, Sandi. Huaba. Evo, zdaj pa greva za res. Kaj je lepljivi jezik? O, Dio Bog, jaz pomislim najprej na eno, meni se zdi, da je huaba, ker sigurno ne si ti prav na prvo žogo. Pravilno! To je huaba. Kaj je orošena vlažnica? O, moj Bog, jaz... No vem, eno in drugo bi lahko bilo, Sandi, veš? Ja, pa eno morava se odločiti. Dajmo reči, da je huaba spet. Pravilno, orošena vlažnica. Pazi, kaj je kavbojka? Ma kavbojka se mi pa zdi, da tu jaz grozno rada delam in da bo to kar položaj. Bo položaj. Kaj pa, evo, samo še eno imam. Luknjačeva bradavička. Ma moj ti večni, gledi, jaz bi rekla spet, da je tu huaba. In res je goba, pa ti si neverjet. Povej ti meni, kaj poslušaš, ko si doma, ko si pod tušem, ko si v avtu, seveda poleg Radia Robin? Ma jaz imam, ne vem, jaz po občutju, vse je, ne vem, balkanska glasba, ciganska, rock, jazzy, tango, fado, mislim... Glede na razpoloženje. Omenila si Balkan. Trubače. To mi delaj, sine, jabre, kako, kad ja to čujem, pro radio onaj Janković, ne. Tvoje sansko mesto pa kaj, Beograd? Pa moje Beograd, vidiš. Kaj pa glasbena skupina, katero si največkrat zavrtiš? Jaz sem slišal tudi Parni valjak. To je to. Ugasi me, zar ne vidiš, da gorim, Sandi, Kdaj si bila nazadnje na koncertu Parnega valjka? Mislim, da tik pred korono ali neki takega. Ma kje je tu 3 leta nazaj? Ja. Lara, jaz imam tukaj eno kuverto. Kaj so šoldi? Tudi lahko spremenimo v šolde. Poglej v to kuverto, kaj piše. Dobro. Pa lahko pokažeš tudi proti kameri. Kaj si pravkar prejela? Maja! Kaj piše? Maja! 2-krat vstopnica za koncert Parnega valjka v Ilirski Bistrici. Točno tako! V soboto! Sicer pa nisva še omenila Edith Piaf.
rada jo imitiraš oziroma poješ tudi šansone, ne? Kaj se lahko ga sliši, kaj je Edith Piaf, kako ti to zapoješ? Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ma ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Oh non, non, rien de rien. Kako se dela ta rien de rien? Kako to narediš? Rien de rien. Rien de rien, mora zavibrirati le v grlu se ga dela. Moraš noter v grlu. S čim ti običajno nazdraviš? S katero vipavsko rujno kapljico? Ja, najrajši z rdečim vinom. Rdeč, kateri mora biti? Ma kjerikoli je dober, Merlot je Barbera, tudi dobra naša, tudi Cabernet Sauvignon. Mora biti kakšna posebna klet, recimo v Vipavski dolini? Ja, imam jaz eno klet v Vipavski dolini, ko smo postali že družina in to so, vina Benčina. Benčina? Ja. In vina Benčina so tukaj! Z nami je vinar leta 2023, Dušan Benčina. Tako da bi bili zmenjeni, pa nismo bili. Dušan, lep pozdrav. Ja, hvala, ker ste se udeležili. Hvala za vabilo. Ja, z veseljem. In zdaj bomo mi pili od vinarja leta. Ja, lahko. Kaj bomo pili? Dajte nam malo opisati, ne? Penina Ren. To je penina iz Savignona. Penina, ki je bila že trikrat nagrajena kot zlato medaljo in mora reči, da je bila pa letos v Radgoni šampion. Šampion. Ja? Šampion. Šampion, ne šampinjon, ko prej tiste gode. Vem, šampion. Hvala, da smo prišli do ta za dobrega vina. In take penine, srečno novo leto. VIP voditelj, vsako sredo popoldan na Radiu Robin.